Za nakup stanovanja v Trstu se je arhitektka odločila, ker ji je življenje v obmorskem mestu všeč in so cene nepremičnin tam znosnejše kot v Sloveniji. Iz postaranega stanovanja z opremo iz 70. let prejšnjega stoletja je s prenovo ustvarila svetel, barvit dom, v katerem vlada edinstveno vzdušje. Če v tem stanovanju odpreš okna, te poboža toplo tržaško sonce in z malo sreče tudi zavohaš bližnje morje. Enostavno se zdi tako, da je v tem stanovanju tvoja vsaka misel modra. Andreja, sva v Trstu v lepo prenovljenem stanovanju in me zanima, katere odlike ste v tem stanovanju prepoznali, preden ste ga prevzeli v roke? Preden sem ga prevzela v roke, odlika samega stanovanja že v tem, da je v Trstu. Trst je eno posebno mesto, kjer ima utrip skozi celo leto, narejeno je za domačine, je hrupno mesto, hrupni so ljudje, hrupen je promet, dogaja se noč in dan, vse je bolj na easy, ljudje so prijazni, skratka, Trst je sam po sebi lokacija. In seveda v stanovanju pa gledam, da ima stanovanje dvojno osvetlitev. To je zelo važno, ker če nimaš stanovanja na trgu, kjer je več svetlobe, je nujna dvojna osvetlitev, se pravi, da dobivaš več osvetlitve kot običajno. Potem vedno mora imeti glavni prostor 2 okni. Večina stanovanj tega nima. Tako da gledam, da lahko ohranim stavbno pohištvo, se pravi, vrata morajo biti original starinska, parket mora biti tak, da se ga da samo obrusiti in pa rada prehajam iz prostora v prostor, tako da rabim krožni promet po stanovanju. Stanovanje je v hiši iz začetka 20. stoletja, ki se ponaša z obnovljenim pročeljem, kar je rezultat celovite obnove fasad, ki jo je skoraj v celoti podprla država Italija s subvencijami. Med prenovo so v stanovanju seveda izvedli nekaj sprememb. Kako pa sicer glede tlorisa? Je stanovanje ostalo tako, kot je bilo prej? V kakšnem stanju je sploh bilo na začetku? Stanovanje je bilo naseljeno, se pravi, da je bilo bivalno, vendar oprema seveda nekje iz 70-ih, tiste začilne ploščice, stara kuhinja, okna so bila zelo slaba. Tloris je spremenjen, ker so vmes v 70-ih zazidali steno med dnevno sobo in spalnico in si s tem zagotovili več privatnosti, vendar meni je všeč odprt prostor in sem pač to steno našla, kjer je bila luknja in sem jo preluknjala ponovno. Ampak kako to, da ste se odločili, da boste zdaj samo z eno zaveso ločili spalni prostor? Ja, ker nismo pa našli kril od vrat in smo potem rekli, kaj ćemo zdaj delati, neka drsna vrata, nekaj ne vemo kaj. Jaz imam rada kar odprto, ampak za vsak slučaj pa dajmo zaveso. Skratka, s tem prehodom smo pa tudi v bistvu dobili ta krožni promet, da lahko hodiš okoli in okoli. Spalnica je namenjena samo spanju, všeč mi je, da je postelja razkošna, največja možna. Ne maram pohištva v spalnici, se pravi, smo vse omare spet dali na hodnik in smo iz hodnika naredili nek utility. Na naše vprašanje, kako bi to stanovanje opisala na kratko, je arhitektka odgovorila: rapsodija v modrem. Seveda, stanovanje ob morju pomeni neko dodatno počitniško stanovanje, se pravi, je lahko malo bolj igrivo kot samo bež, sivo, kar smo navajeni. Večina naročnikov hoče imeti sigurne barve, ki ne bojo nikoli out in. Vendar tukaj ob morju je pa ta neskončna modrina globine, neskončna modrina neba, se pravi višine. Modro pa seveda malo poživiš z kakšnimi dodatnimi barvami, ker v modrino, v samo morsko zasnovo paše tudi koralna barva, zato je tudi nekaj te rdeče. No in kot kontrast vsem tem bolj intenzivnim barvam so pa stene ostale v precej nevtralnih barvah, ki pa niso čist bele, ne, nikjer.
Ne, stene niso bele, ker če hočeš, da stavbno pohištvo, ki je recimo vrata, ki so bela in štukature izpadejo, se pravi, da se poudarijo, moraš steno tonirati in v sicer nežen ton, ki pa je nedoločljive barve. Težko bi rekel, da je to marelica, da je to, mislim, neka bež izpeljava je definitivno, vendar ne moreš reči, katera barva je, ker je tudi odvisno od dopoldneva, popoldneva odvisno, kako samo sonce notri sije. Zanimiv je pristop arhitektke k vlogi kuhinje v tem stanovanju. Kuhinja je zamišljena kot ločen prostor. Zdaj se delajo stanovanja, kjer je kuhinja združena z dnevno sobo. Meni je pa nekako v Trstu kar všeč, da je kuhinja namenjena zajtrku, kuhanju, v glavnem salonu v dnevni sobi pa je seveda glavna jedilna miza, kjer se pač povabi obiske. Zdi se, da po svoje stanovanje zaznamujejo tudi velika, elegantna ogledala. Ja, igra ogledal mi je bila vedno všeč, to povečuje sam prostor, tako kot modrina povečuje tudi prostor. Všeč so mi vsi efekti, ki večajo prostor, se pravi, stropi so že tako ali tako visoki čez 3 metre, potem pa z igro ogledal lahko iz recimo pomožnega WC-ja, kot si ga ti imenoval, ko odpremo vrata, v dnevni sobi zagledamo tole sliko, in v bistvu dobimo vzvratni pogled, se pravi, vidiš več koncev stanovanja in če daš v kopalnico, ki je relativno majhna, pa ne premajhna, ogledalo, da se vidiš van, bi bilo dovolj 90 krog. Jaz dam ogledala vedno 120 primera, ki v bistvu povečajo prostor v neskončnost. Enostavno tukaj te človek ne more, da se ne bi obregnil ob te ploščice. Res so markantne. Ja, ko sem jih videla, sem se zaljubila v te ploščice in sem rekla, te ploščice grejo z mano in raje prilagodim celo stanovanje tem ploščicam, kakor obratno. Tako rada imam marmor, že od nekdaj sem ga imela rada, zdaj je na voljo v cenovno bolj smiselni obliki, v obliki ploščic, ker sam marmor je zelo kompliciran v kopalnici za vzdrževanje. Kot vidite, je tudi pult, cela omarica, ki se odpira, je tudi iz ploščice in všeč mi je ta vtis, da je marmor povsod več ali manj enak, ker dobimo tak en vtis, da si v kamnolomu. Pri odločanju o nakupu starega stanovanja v večjem mestu je torej pomembnih več dejavnikov. Lokacija v mestu, ohranjenost stavbnega pohištva, osvetljenost in še kaj. Morebitno preureditev tlorisa in opremo stanovanja pa je najbolje zaupati arhitektu, ki bo z ustvarjalnimi rešitvami oblikoval dom za 21. stoletje.